Okay. Dobro, dobrodošli torej na delavnici za javni razpis za projekte lokalnih oziroma malih nevladnih organizacij. Moje ime je Veronika Odlan, prihajam iz CNVUS-a in vas bom danes vodila čez to, kar nam razpis omogoča oziroma kar vam razpis omogoča. Pogovarjali se bomo o tem, kaj mi iščemo, kakšne projekte si želimo, kdo so upravičeni prijavitelji in pa v bistvu čez vse tehnične stvari. Če imate kakršnekoli vprašanja, kar na dan z njimi, pa bomo vse razjasnili. Zdaj, najprej na hitro nekaj o programu Impact for Values 2.0. Marsikdo ga sicer že pozna. Gre za nadaljevanje programa Impact for Values, ki smo ga ravno zaključili konec prejšnjega leta, torej konec 2025. Tukaj pa gre v bistvu za to neko nadaljevanje. Tudi v tem programu imamo sredstva, ki jih razdeljujemo prek različnih razpisov. Ravno ta razpis, ki ga bomo danes malo bolj podrobneje spoznali, torej razpis za male lokalne organizacije, je zadnji iz novega programa, torej iz programa Impact for Values 2.0. In v okviru tega bomo razdelili v bistvu dobre 3 milijone evrov za različne nevladne organizacije. Ta drugi del je pa namenjen gradnji kapacitet organizacij. Zdaj, vse skupaj je pravzaprav podprto strani programa CERU, to je program Državljani, enakost in pravice in vrednote. Gre za program Evropske unije, ki se je vzpostavil v prejšnjem finančnem obdobju in je bil v bistvu kar lepo finančno podprt, dobrih 1,5 milijarde evrov je bilo zanj namenjenega in med drugim so podprli tudi različne programe, s katerimi so dobili posredniška telesa, ki so potem naprej razdeljevala sredstva in skrbela za gradnjo kapacitet organizacij po celi Evropi, tako da Slovenija je ena od tistih srečnih držav, kjer so ta sredstva bila na voljo v bistvu čez celoten program in še vedno so, tudi zaradi tega, ker smo se uspešno prijavili na te razpise skupaj z našimi hrvaškimi partnerji. Zdaj, kaj je program Impact for Values? Kakor sem že rekla, bili smo uspešni z našimi hrvaškimi partnerji, to pomeni, da se program izvaja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Vse skupaj je program težek dobrih 6 milijonov evrov. Mi pa smo v bistvu ta sredstva potem razdelili na to, kar je namenjeno za regranting, skratka za različne razpise. Tukaj je skoraj 4 milijone evrov na voljo in pa potem za gradnjo kapacitet. Tukaj gre predvsem za gradnjo kapacitet teh organizacij, ki bodo dobile sredstva znotraj programa, ampak seveda hkrati tudi za vse to, kar delamo že ob objavi razpisa oziroma vsa ta podpora še zraven, ki je tudi infodelavnice, pa potem te bootcampi, ki bodo regionalno izvedeni, o katerih bom malo več povedala kasneje, pa še vse ostalo naprej, skratka, je pa še ta drugi del. Program v Sloveniji in na Hrvaškem poteka praktično simultano, vse, kar se dogaja tukaj, se dogaja tudi tam, tako da tudi ta razpis se v enem delu je v bistvu razdeljen med obe državi. En del sredstev gre pa slovenskim organizacijam, en del sredstev gre pa hrvaškim organizacijam in vsa pravila so potem enaka, kar se tiče samega sodelovanja. Tako da gre v bistvu za neko zrcalno sliko. Zdaj, kaj je namen celotnega programa? Je v bistvu ta krepitev zmogljivosti nevladnim organizacijam za to, da so lahko na terenu, pravzaprav ko se ukvarjajo z ljudmi, ko se ukvarjajo s svojimi končnimi uporabniki, kdorkoli že to so, čim bolj vplivni, da lahko vplivajo na politike, da lahko vplivajo na spremembo zakonodaje, da lahko vplivajo na to, kakšne storitve dobivajo njihovi upravičenci. Vse to naprej. Skratka, želimo si čim močnejšega nevladnega sektorja. Kako smo se odločili, po kateri poti bi dosegli te cilje, in sicer je en del, kot sem že rekla, ta regranting, skratka različni modeli finančne podpore. Tukaj govorimo o tem, da smo imeli razpise za malo večje organizacije, že bolj izkušene organizacije, da smo imeli razpise, ki so v bistvu nagovarjale
volitve in razpise, ki so pač vzpostavljale neke vsebinske podporne centre za nevladne organizacije, in zdaj ta zadnji razpis, ki v bistvu se nanaša na manjše lokalne organizacije, ki delujejo izven teh večjih mestnih središč. Tako da ta prvi del je pač prek regrantinga, ta drugi del je pa prek tega programa krepitve zmogljivosti, kjer se res osredotočamo na to, da organizacije čim bolj celovito podpremo, da dobijo neka temeljna znanja, kar se tiče evropskih vrednot, demokracije, človekovih pravic, vladavine prava, varovanja okolja, in hkrati tudi, da pač v bistvu dobijo neko res individualno mentorsko podporo, kjer lahko dobijo tudi v bistvu točno tisto, kar njihovi organizaciji primanjkuje, zato da lahko imajo najboljši, da lahko v bistvu pač na ta način izboljšajo svoje kapacitete, izboljšajo stanje, v katerem je organizacija, na način, da so v bistvu lahko potem še uspešnejši pri prijavi naslednjih razpisov, mogoče pri nadgradnji nekih svojih programov, pri razširjanju svoje dejavnosti, mogoče če zdaj deluje, ne vem, v 2 občinah, da se pač razširi naprej, ali pa v bistvu, da so pač bolj strokovno podkovana, da mogoče vpeljajo kakšne dobre prakse iz drugih držav, skratka vse to. Skratka, naš namen je v bistvu to, da bi okrepili vpliv nevladnih organizacij pri uveljavljanju in zaščiti vrednot in pravic Evropske unije. Skratka, to je zelo široko polje, ampak smo ga nekako razbili na te 3 glavne cilje in potem ga zasledujemo tudi s tem razpisom, o katerem bomo danes kaj več rekli. Zdaj, kaj so naši pričakovani rezultati? Tudi pričakovani rezultati tega razpisa je to, da pridemo do okrepljene zagovorniške vloge nevladnih organizacij, skratka, da se organizacije večkrat lotevajo nekih akcij, s katerimi bi sistemsko zagotovili pač boljše pravice, boljši dostop do storitev, boljše financiranje, boljše okolje za vse naše deležnike, da se ukrepi promocija in večja ozaveščenost javnosti o pravicah in vrednotah Evropske unije, skratka, da se nekako ljudje povežejo okrog teh vrednot, da jih prepoznajo, da vejo, kako jih lahko tudi uveljavljajo, da vejo, kaj pravzaprav sploh so, kakšni so mehanizmi, kdo je za kaj odgovoren in tako naprej, in pa da se v bistvu ljudje tudi čim bolj angažirajo, kadar je potrebno zaščititi okolje oziroma se boriti proti podnebnim spremembam. Znotraj tega programa imamo tudi 2 horizontalni temi, kakor temu radi rečejo v marsikaterem razpisu. Skratka, želimo si tudi, da bi se konstantno imelo v glavi pri vseh projektih, ki se izvajajo, oziroma pri vsem našem delovanju, tudi ta integracija načela enakosti, skratka, kako zagotavljati možnosti za vse, da se lahko pač vsi vključujejo v naše programe, da lahko vsi koristijo naše storitve, da pri tem tudi upoštevamo različne potrebe različnih ciljnih skupin oziroma različnih spolov, in pa poseben poudarek je tudi na mladih, kako lahko mlade bolj pritegnemo v naše programe oziroma predvsem pri tistih mladinskih organizacijah, da je res jasno, da se res jasno vidi, da se programi ne delajo samo za mlade, ampak da se delajo skupaj z mladimi, skratka, da so mladi tudi tisti glavni nosilci pravzaprav programov in da se jim da to možnost, da programe soustvarjajo oziroma pač si jih oblikujejo tako, kot se njim zdi prav. In da niso samo povabljeni zraven, ko je že vse narejeno, pa vse dogovorjeno. Okej, zdaj pa si gremo malo bolj podrobneje pogledati javni razpis in kaj nam ta prinaša. Najprej nekaj čisto okvirnih, najbolj osnovnih informacij. Skratka, namen razpisa je podpreti projekte, ki spodbujajo evropske vrednote in ki jih izvajajo manjše lokalne nevladne organizacije. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo omejili, kdo je lahko prijavitelj. Bomo šli to pač malo kasneje še podrobneje pogledati, zato da bi res pač dobili
da bi lahko pač manjše, tudi malo manj izkušene organizacije imele zadost možnosti, da pravzaprav prijavijo projekte in so tudi uspešne. Skupaj imamo na voljo 600 000 evrov, od tega je za Slovenijo 240, kar mi računamo nekje okrog 12 projektov, ampak to je res okrog, zaradi tega, ker so lahko projekti težki oziroma vredni od 10 do 30 tisoč evrov. Imamo pa še poseben poudarek, to spet zaradi tega, ker delamo celoten program skupaj s hrvaškimi partnerji in si želimo, da se v bistvu spodbuja tudi to partnerstvo med različnimi organizacijami, med slovenskimi in med hrvaškimi organizacijami. In v tem primeru, torej, če bi se odločili, da greste v partnerstvo z neko hrvaško organizacijo, se lahko potegujete za to 40 000 evrov. Skratka, je lahko projekt vreden še 10 000 evrov, več kot kar brez teh organizacij, sicer pa ni nobenih drugih nekih dodatnih točk ali pa kaj takega ni, samo pač več sredstev lahko dobite. Projekti lahko trajajo od 12 do 18 mesecev, skratka od 1 leta do leta in pol, karkoli vmes, tudi gre skozi. Imamo že nekaj vprašanj, sem videla, oziroma nekaj komentarjev, pa da sam pogledam na hitro, če je kaj, kar se... Dobro, to bomo pol zaradi tega, ker so zelo specifični, kar se tiče samega razpisa in malo bolj vsebinski, pa bomo v bistvu še tekom tega pogledali. Bomo to naslovili na koncu. Mogoče samo tole zaradi tega, ker se nanaša pač na upravičenost, je bilo pa vprašanje, če morate imeti nekje v statutu oziroma v vaših temeljnih aktih napisano, da se ukvarjate s katerim od teh področji. Ne, ni potrebno, lahko pač tudi v bistvu samo potem pri svojih izkušnjah, referencah navedete, kaj vse ste že delali na posameznem področju, ne glede na to, na katerega se boste pač prijavili, na okolje ali na človekove pravice, karkoli tega. Kakor sem rekla, ta razpis je omejen na določene organizacije in to pomeni, da pač, tako kakor ste zdaj verjetno že navajeni, je prvi pogoj to, da izpolnjujete vse pogoje po Zakonu o nevladnih organizacijah. Tukaj boste še posebej pozorni na prenos premoženja ob prenehanju. To je tisti člen, kjer se dostikrat zgodi, da kaj ne štima, pa potem moramo organizacije zavrniti že na admin pregledu. Skratka, tukaj mora res pisati, oziroma mora biti res jasno, da gre lahko pač premoženje o prenehanju samo nevladnim organizacijam ali pa, zdaj pa ne me zdaj za besedo vzeti, ampak rajš pogledajte, kako točno to piše v razpisni dokumentaciji, drugim organizacijam javnega prava, ki so tudi neprofitne in tako naprej. Skratka, dajte to res dobro pogledati, kako vam piše, če to še ni urejeno, ustrezno, imate še čas, da to uredite. Ni nujno, da so pač te novi akti že potrjeni strani upravnih enot ali pa sodišča. Važno je, da ste vi te stvari sprejeli, pa pač, da imate dokazilo, da ste tudi oddali naprej, če bi bilo treba še karkoli spreminjati. Skratka, ta prenos premoženja pa delitev premoženja sta te dve najbolj ključni zadevi, ki jih lahko tudi še pravočasno uredite, če bi bilo potrebno. Ful podrobno so stvari razložene v tej prilogi samega razpisa, tako da tam lahko v bistvu si res greste pogledati, kako pri vas piše, kakšne so sestave, kaj je zdaj mora biti, česa ne sme biti. In če piše tako, kot tam piše, pol ste okej. Ta drugi pogoj pa je to, da so letni prihodki organizacije nižji od 70 000 evrov in pa da imajo oddano finančno poročilo za leto 2024. Tako da to je pač, to sta dve kategoriji, zdaj načeloma. Pri slovenskih organizacijah se res redko kdaj zgodi, da ne bi imeli oddanih poročil za leto 2024 oziroma da ne bi imeli sploh oddanih finančnih poročil, ampak spet zato, ker gre za program, ki ga delamo skupaj s hrvaškimi organizacijami, pa moramo imeti načeloma pogoje za sodelovanje in vse to pač enake oziroma usklajene
in ker je to pogoj pri njih, ker imajo malo drugačen sistem, smo ga dodali tudi mi. Ampak to mislim, da ne bi bilo nikjer problem, ker je rok za prijavo na razpis začetek marca, pa je za društva rok za prijavo oziroma za oddajo teh letnih poročil šele konec marca, pa zato, ker je tudi rok za zavode pa konec februarja. In ker vemo, da je to že itak stresno obdobje, nismo tukaj šli na to, da morate imeti oddano poročilo za 2025, ampak za 2024. Tukaj je mogoče napaka v tej nejasno zapisano, no bi mogli res jasno napisati, da tukaj gledamo 2024 in ne 2025, zaradi tega, ker smo že prestavili na drugo leto. Ajde, dobro. To je to, kar se tega tiče, da pa sam, da jaz pogledam, če je bilo kakšno vprašanje, ki je vezano še na to upravičenost. Ja, gleda se dejansko bilanca. Ok, dobro, ja. Gleda se bilanca, torej jaz razumem, da marsikdo od vas je zaradi tega v slabšem položaju, ker so imeli kakšne projekte skupaj s partnerji in vem, da pač to ne pomeni, da je vam ostalo toliko sredstev, ampak ker je to edini način, da mi lahko dejansko preverjamo, oziroma edini uradni podatki, ki jih imamo, tam ne moramo pač vedeti drugače, koliko je bilo zares za vas, koliko je šlo naprej in vse ostalo, tako da gledamo podatke iz letnih poročil. Če presežete to povprečje v zadnjih 3 letih oziroma v letih 2022, 2024, potem pač nažalost ne izpolnjujete pogojev. Ja, nikoli ne bo pač nekaj, kar bo idealno za vse in kar bo fair za vse, ampak nažalost pač nekje moramo potegniti črto in tudi nekje moramo imeti pač tak sistem, ki je potem preverljiv in enak za vse. Tako da tukaj smo pač nažalost omejeni s temi podatki, ki jih imamo na voljo, ki so pač uradno dosegljivi. Kar se tiče sodelovanja s partnerji, lahko kot partnerji sodelujejo pravzaprav vse nevladne organizacije, ki pa morajo biti registrirane v državah članicah EU-ja, ampak lahko so to katerekoli. Ne samo Hrvaške, a ne pri Hrvaških imate to možnost, da dobite še pač teh dodatnih 10.000 evrov, ampak pri vseh ostalih so pa ravno tako lahko del partnerstva. Pogoji so enaki, skratka tudi oni morajo biti nevladne organizacije. Nimajo pa partnerji omejitve, kar se tiče letnih proračunov. Skratka, vi lahko sodelujete pri izvedbi vašega projekta tudi z neko večjo organizacijo, tudi z neko bolj uveljavljeno organizacijo. To je dostikrat celo zaželjeno, sploh če gre za prenos nekih programov, projektov, neke dobre prakse, je pač boljše, če v bistvu ste aktivno, če je tudi tista organizacija, ki pa mogoče ima to prakso ali pa ki že ima postavljen tak program, ki ga želite vi postaviti, že vključena v samo partnerstvo, zato da pač v bistvu se res lahko zagotovite, da se te izkušnje izmenjajo. Ja, letni prihodek do 70.000 oziroma povprečni letni prihodek za zadnja 3 leta mora biti nižji od 70.000 evrov oziroma do 70.000 evrov. Če bo 70.000,000,000, bo vse ok, bo še šel skozi, če bo pa 70.000,001, pa ne več. Tako da tudi to je pač spet isto kot prej, nekje moramo potegniti črto, zato da pač so res jasna pravila, kaj ja, kaj ne. Kar je še zelo pomembno in na kar prosim ne pozabiti, je to, da morajo vsi prijavitelji in partnerji spoštovati temeljne pravice in vrednote Evropske unije. In to je nekaj, kar mi dejansko gledamo. Skratka, mi preverjamo potem organizacije, da so res, da delujejo v skladu z vrednotami Evropske unije in da tukaj ne gre za kakšne sporne organizacije. Tudi če bi bil samo en partner, recimo v konzorciju 4 prijaviteljev, pa bi bil samo en tak, ki bi mogoče bil malo sporen ali pa pač ki ne bi sledil jasno tem vrednotam, pade celo partnerstvo, pade cel projekt. Tako da dajte paziti tukaj, da
vsi, da so vse vključene organizacije res tiste, ki spodbujajo in varujejo človekove pravice, demokracijo, vladavino prava in tako naprej. Tukaj še mogoče še eno opozorilo. Pazite tudi to, da vsi prijavitelji in partnerji, kar se slovenskih organizacij tiče, izpolnjujejo vse pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah, oziroma pač vse na splošno, skratka, da so tudi nevladne organizacije. Ker tudi tukaj se zgodi, da tudi če bi samo ena organizacija v partnerstvu ne izpolnjevala teh pogojev, oziroma ne bi bila upravičena prijaviteljica oziroma partnerica, pade celo partnerstvo, pade cel projekt, ker pač administrativno ni ustrezen in niti ne gledamo vsebine, ampak pade že na prvi črti. No, tako da to je res škoda, dajte res pogledati tudi pač te temeljne akte vseh partnerjev, s katerimi boste zraven sodelovali, zato da bodo. Da bi bilo strani. Prosim? Aha, mislim, da je po pomoti nekdo v klubu. Zvočnik, dobro. Ja, partnerja sta lahko tudi 2 nevladni organizaciji iz Slovenije ali pa več, tukaj ni nobenih omejitev, koliko imate partnerjev. Lahko so partnerji tudi čisto na novo ustanovljene organizacije, ki še nimajo nobenih referenc ali pa bodo imeli pač prvo finančno poročilo šele kasneje. To pomeni, da pač v fazi oddaje ne oddajajo nobenih finančnih poročil in nič. Za njih se smatra, da avtomatično izpolnjujejo tudi pogoje, da še niso presegali 70 tisoč evrov letnega prometa. Tako da komot tudi to. Takrat, kadar organizacije nimajo svojih referenc, lahko piše tudi izkušnje in reference ljudi, ki bodo pač izvajali projekt. Ker dostikrat gre iz tega, da so v bistvu posamezniki, preden so ustanovili uradno organizacijo, že bili aktivni, že delali nekaj na tem področju in in gre pač v bistvu iz tega naprej. Torej, novo ustanovljenja društva ali pa zavodi se lahko prijavljajo na razpis za njih, ampak tukaj govorimo za zavode in društva, ki so bili ustanovljeni 2025, za njih se ne bodo gledala nobena finančna poročila, za vse ostale se pa gleda povprečje v zadnjih letih glede na čas ustanovitve. Zdaj, če bi slučajno bil to zavod, ki se je ustanovil 2024, bi se gledal letni promet 2024, če takrat niso presedali 70 tisoč evrov, bi pač bili upravičeni. Če bi bil ustanovljen 2023, bi bila 2023, 2024, povprečje tega in enako. Če ne presega 70 tisoč evrov, gre lahko naprej. Lahko se zgodi, da pač eno leto se preseže 70 tisoč evrov, ampak drugo leto je pa to nižji prihodki, zaradi tega, ker se veste, te dinamike financiranja projektov so včasih take, da dobiš 80% sredstev naprej in seveda pa takrat zgleda, da imaš ti zdaj neke milijone, ki pa pač v bistvu to razdeliš na vsa leta izvajanja, se pa to pač ustrezno zniža. Tako da tle nekako smo hoteli poloviti to, da ne bi šlo, da ne bi bilo tega, da če slučajno je glih eno leto pač bil uspeh na nekem projektu za 100 tisoč evrov, potem drugo leto pa pač to nižji prihodki, še vedno lahko pride skozi. Pri partnerjih drži, so lahko dobitniki sredstev, pravzaprav pač morajo biti, zato da se res vidi, da so pač pravi partnerji, ne samo navidezni, tudi zato, da se vidi, da pač je zagotovljena podpora za njihov del izvajanja aktivnosti in ne pri njih ne velja nobena omejitev, kar se tiče prihodkov. To je lahko tudi neka milijonska organizacija. Da si malo zmišljujem. Ja, lahko je tudi milijonska, čeprav jih ni veliko, ampak komot. Ja, to bomo pa zdaj šli pogledati, kar se tiče prijaviteljev. Tudi partnerji, ja, vedno se kot reference se vedno gledajo tako reference prijavitelja kot partnerjev. Skratka, vse skupaj se potem upošteva in ravno zato je smiselno, da takrat, kadar ste kaj na novo ustanovljeni ali pa kadar pač želite nekaj na novo pripeljati v mogoče neko lokalno okolje, kjer se s tem še niste do zdaj ukvarjali, je smiselno, da se povežete z nekimi partnerji, ki pa imajo te znanja in izkušnje in da v bistvu potem delate skupaj z njimi in seveda se naslanjate na njihove reference, se naslanjate na njihov
know-how. Prijavitelj je lahko na novo ustanovljeno društvo, ki ima že samo enoletno poročilo, ali pa tudi, če ga še nima, lahko bi se prijavilo tudi društvo ali pa zavod, ki bi se ustanovilo šele 2026. To je to. Ustanovljeno mora biti do roka za oddajo, oziroma v času oddaje prijave mora biti že uradno ustanovljeno. To je pa to. Drugih omejitev pa potem ni za te, ki so na novo ustanovljeni. Ostala vsebinska vprašanja bomo odgovorili potem, ko pridemo do vsebine. Zdaj gremo še malo na te tehnične stvari. Še tisto vprašanje, ki ni bilo odgovorjeno, je bilo pa že postavljeno. Skratka, organizacija se lahko prijavi enkrat za en projekt kot glavna nosilka. Tukaj se bo pač upošteval vedno pač zadnja verzija te iste prijave oziroma prvi projekt, ki je prišel. Lahko pa je neomejeno število krat zraven kot partner ta organizacija vključena, ampak je treba biti pozoren na to, da nobena organizacija pa ne sme preseči omejitve 60,000 evrov iz programa Impact for Values. To je pa neka generalna omejitev, ki velja v bistvu čez celoten program in ki velja ne samo na našem projektu, torej na Impact for Values, ampak v bistvu pri vseh programih, ki so bili financirani iz tega programa za regranting. In je to nekaj, kar zelo, zelo strogo gledamo. Skratka, lahko bi se organizacija, zdaj bom pač dala zelo tak najbolj enostaven primer, 10-krat prijavila zraven kot partner v projektu, vsakič kandidirala oziroma vsakič bi bil njen delež proračuna 10,000 evrov. In če bi se zgodil čudež, da bi vsi ti projekti bili izbrani kot najboljši ocenjeni izbrani za financiranje, bi potem v bistvu lahko samo prvih 6 projektov dejansko sprejeli, ostali bi podpadali zaradi tega, ker bi potem organizacija presegla teh 60,000 evrov. In bi potem pač padali ven avtomatično, brez da se karkoli drugega gleda. Tudi tukaj velja pač enako pravilo, tudi če se to zgodi samo eni organizaciji v partnerstvu, pade celotna vloga. Tako da tudi to bodite malo pozorni, da ne bi pač kar neomejeno število vlog oddajali, da ne bi neomejeno število vlog oddajali. Saj bi zelo težko se zgodilo, da tudi če bi se 10-krat prijavili, da bi res vsi ti projekti bili najboljš ocenjeni, ampak recimo, da mogoče pa ja. Lahko sta pa to samo 2, pa če sta malo večje številke, pa hitro pride lahko ta omejitev že čez. Omejitev velja za program Impact for Values 2.0. Torej, če ste bili na prejšnjih razpisih iz prejšnjega programa, torej iz programa Impact for Values, uspešni, se to ne šteje. Če ste pa že na tem programu, na teh razpisih prejšnjih, že prejeli kakšna sredstva. Mi smo imeli v bistvu dva razpisa, ki sta bila v bistvu, kjer so organizacije dobile po 60,000 evrov, ali kot ne. Te organizacije ne morejo več sodelovati zraven. Potem smo imeli pa še ta razpis za akcije pri volitvah. Tukaj je pa v bistvu bil maksimalni znesek na vlogo 10,000 evrov in načeloma vse te organizacije se lahko še vedno potegujete tudi za sredstva na tem razpisu. Ampak dajte res pogledati, kako, ker vedno ste malo posebni, dostakrat so to neki partnerji ali pa mreže ali pa tako naprej, pa ni šlo vse eni organizaciji. Gleda se, kakšen je bil v bistvu znesek financiranja glede na finančni načrt, ki ste ga pač oddali pri vlogi, oziroma na finančni načrt, ki je bil na koncu potrjen, in iz tistega se potem gleda to, da ne sme iti preko te omejitve. Tako da to bodite pozorni, ampak ja, upošteva se pa samo ta novi program, torej Impact for Values 2.0. Tudi če ste mogoče kandidirali pa bili uspešni pri kakšnem drugem razpisu iz programa CER od drugih konzorcijskih partnerjev oziroma od drugih izvajalcev tega, ker pač smo imeli tudi neke druge organizacije iz Slovenije, ki so bile uspešne, to ne šteje. Res se gleda samo ta naš Impact for Values,
2.0. Če boste v dilemi, lahko tudi pokličete, pa preverimo, ali ste vi že kaj dobili, ne, oziroma imate vse to tudi na naši spletni strani objavljeno, ampak vse mislim, da veste, kdo ste, pa kdo ste. Dobro. To zdaj šlo tako, kot treba. Ok, skratka, rekli smo, da je cilj tega razpisa to, da se podpre lokalne nevladne organizacije pri njihovem prizadevanju za zaščito in promocijo vrednot EU in da se zagotovi pač neka podpora za njihov razvoj. Skratka, imamo 3 glavna področja. Lahko govorimo o demokraciji, o tem zagovorništvu, govorimo o človekovih pravicah in govorimo o podnebnih spremembah oziroma zaščiti okolja. Pri tem vam je glavno vodilo listina Evropske unije o temeljnih pravicah, pa mogoče še nek namig. Včasih je listina, boste videli, tako kot marsikakšen mednarodni dokument, precej nedorečena. Niso zelo jasno navedene, kaj so zdaj te pravice, kaj je treba, kako zdaj to izgleda v praksi. Del vrednot Evropske unije oziroma del tega mehanizma listine Evropske unije so tudi vse odločitve sodišča, ki ga je sodišče Evropske unije že sprejelo na podlagi listine. Tako da, če delate, ne vem, na enem področju, lahko tudi zaščite pravic živali, si lahko pogledate, kakšne so bile sodbe, ki so se nanašale na kršitev listine z tega vidika in pač je sodišče že odločilo, zaradi tega, ker to, kar sodišče odloči, potem rata tudi del pravnega reda. Tako da tudi znotraj tega lahko pač v bistvu si malo pomagate s temi stvarmi. Kaj pričakujemo, kakšni so rezultati? Na hitro smo jih že rekli. Skratka, okrepljena zagovorniška vloga, promocija, večja ozaveščenost javnosti o pravicah in vrednotah Evropske unije in pa okrepljena državljanska vključenost pri varovanju okolja in spoprijemanju s podnebnimi spremembami. Na straneh od 8 do 10 imate potem v bistvu vse te rezultate razložene, navedene tudi vse kazalnike, ki so zraven, zato da res lahko pač pogledate, kam paše vaš program, projekt, ki ste ga pač prijavili. Tisto, kar je obvezno, je, da naslavljate vsaj eno od teh tem in znotraj te teme, ki si boste pač izbrali, vsaj enega od kazalnikov. Tukaj so navedeni, jaz ne bom šla zdaj tega vsega brati, tega, ker pač imate tam tudi navedeno pa razloženo zraven. Ima smisel, da se ponavljamo. Tukaj bi mogoče opozorila samo na to, da pazite, če slučajno bi šli na kakšne strateške litigacije, da tukaj pravno zastopanje in vsi ti pravni postopki niso upravičeni, niso upravičena aktivnost, zaradi tega, ker je to spet omejitev na ravni CER programa oziroma tega regranting dela CER programa. Tukaj se lahko v bistvu pa znotraj tega se lahko pač da neka podpora zbiranju podatkov, analizi, ki je potrebna pred tem, da lahko pač se sploh sproži ta strateška litigacija, neko vzajemno učenje, mogoče ta prenos znanja od neke organizacije, mogoče, ki deluje na nacionalnem nivoju, pa že deluje pa se že ukvarja s strateško litigacijo, do neke organizacije, ki deluje na lokalnem okolju, pa bi se želela pač ukvarjati s strateško litigacijo. Ta prenos znanja, vse to, ne vem, tudi kakšne izmenjave zaposlenih ali pa karkoli takega bi se lahko znotraj tega pač podprlo, ne pa samih postopkov pred sodiščem oziroma ne pa samega zagovarjanja, ne pa samih pravnih postopkov. Tako da to imejte v mislih, če boste šli na to. To je ena taka, ki je mogoče malo specifična, pa se spet pol razlikuje od različnih razpisov, ampak ja, ta strateška litigacija je precej omejena. Sicer pa ni nobenih omejitev, kar se tiče samega področja, samega dela človekovih pravic ali pa samega dela varovanja okolja. Vi se lahko ukvarjate tudi z zaščito živali, lahko se ukvarjate z zagovorništvom proti JEK ali pa z fosilnih goriv, lahko se ukvarjate z katerokoli pravzaprav nacionalno politiko, ki
omejuje ali pa ki ni najbolj optimalna, pa bi si jo želeli pač izboljšati, zato da bi vaši uporabniki lahko dobili boljše storitve oziroma imeli boljšo podporo. Skratka, tukaj um, ni težave. Vprašanje še, ki se nanaša, če je prijaviteljska organizacija iz Maribora, ali je to problem? To mislite z vidika tega, da smo rekli, da gre večina na lokal, ne? Načeloma je še vedno glavni namen to, da se ni to važno, iz kje točno organizacija prihaja, ampak bolj, kje se bodo izvajali programi oziroma koga bodo naslavljali. Glavni namen je, da podpremo programe, projekte, ideje, ki naslavljajo lokalne skupnosti, manjše lokalne skupnosti, skratka, ki se izvajajo izven večjih središč. Ni pa absolutno nemogoče ali pa nesprejemljivo, da se podpre tudi nekaj, kar se dogaja v Mariboru, če je to pač nekaj, kar lahko tudi vsebinsko utemeljite. Ampak praviloma pa iščemo bolj programe oziroma projekte, ki naslavljajo potem, ki se izvajajo izven večjih mest. Odvetniške pravniške storitve pri zagovarjanju varstva okolja in pripravi tožbe niso vključeni. Zdaj, tukaj je ena razlika. Neki so pravniške storitve, pri pripravi tožbe ne. Če greste prav v tožbo, potem niso vključeni, lahko pa pač v bistvu koristite pravniške ali pa odvetniške storitve, predvsem pravniške, za pripravo vašega case-a. Za to, da se pripravi v bistvu ta obrazložitev, za to, da se pregledajo, ne vem, prejšnje prakse, za to, da se pregleda neka mednarodna zakonodaja, neke sodbe sodišča, že obstoječe sodbe sodišča, ne. Tako da ta, recimo temu, pripravljalni del je lahko vključen, sama vložitev tožbe, zastopanje potem na sodišču in tako naprej, to pa ne. Upam, da sem odgovorila. Tako da to. Kar se tiče same promocije, zaveščenosti, tukaj so pač načeloma dostikrat neke kampanje, ki so pač ozaveščevalne kampanje, ki so osredotočene mogoče tudi na neko posebno ciljno skupino, kar je vse okej. Tisto, kar bi vam tukaj položila na srce, je to, da dajte res dobro razmisliti, če se tega lotevate, kdo vam bo delal kampanjo, koga naslavljate in ali uporabljate pač res primerne kanale. Ful prevečkrat dobimo kampanje, ki se fokusirajo samo na Instagram pa Facebook objave znotraj naše organizacije. Ko gremo gledat, kakšni so ti dosegi, je par deset ali pa mogoče, če imamo srečo, par 100 ljudi. To nima smisla potem, ne. Dajte res razmisliti, mislim, temu ne moramo reči kampanja, ker ne bo zares prišla nekje do neke širše javnosti. Kampanje delamo zato, da dosežemo tiste, ki niso že naši člani, naši prijatelji, ne, ampak da lahko pridemo dlje od tega. Tako da dajte v takrat razmisliti, da bodisi rezervirate neka sredstva za neke zunanje strokovnjake, ki vam lahko pomagajo sfurati potem te kampanje, zato da bodo res imele nek doseg, zato da boste res prišli do tistih, ki vas mogoče še ne poznajo, zato da ne boste ostali znotraj svojega balončka. Ali pa, da se v bistvu povežete z neko organizacijo, ki ima že te izkušnje. Tle se res lahko v bistvu z marsikakšnim ali pa z marsikakšno agencijo, komunikacijsko, marketinško, karkoli pa že, povežete, so dostikrat pripravljeni za nevladne organizacije delati te kampanje po malo bolj ugodnih cenah, ampak se vam bo pa na učinku kampanji res poznalo. Tako da dajte res dobro razmisliti, kje so tista znanja, ki vam manjkajo, zato da jih nekako naslovite znotraj tega. Pod kampanje so lahko tudi, oziroma del kampanje so lahko tudi različna predavanja, javni nastopi, ali pa ne vem, konference, seminarji, karkoli pa že. Tudi to je lahko. Zdaj, bolj je pa važno, da to paše v ta overall pač, mislim, da je projekt potem neka zaključena celota.
pa hkrati tudi to, da pač v bistvu ni to vse, kar boste delali, ne. Morate imeti jasne cilje zastavljene, tudi znotraj vašega pač projekta, kaj si želite s tem, kaj hočete spremeniti, kaj hočete v bistvu doseči in potem pač nafilate aktivnosti, s katerimi mislite, da boste najlažje to dosegli. To. Okej. Gremo naprej. Kaj pravijo finančne določbe? Kakor sem že omenila, okvirni znesek za Slovenijo je 240 tisoč evrov. Potegujete se lahko za od 10 do 30 tisoč evrov, če sodelujete s hrvaškimi organizacijami, oziroma če so pač res partnerji zraven, lahko zaprosite za do 40 tisoč evrov. Mi vam zagotovimo 100% financiranje, skratka, ne rabite potem razmišljati, če kje boste dobili kakšne sredstva zraven, in finančna podpora je v obliki pavšalnega zneska. Zdaj, kaj pomeni to, da je v obliki pavšalnega zneska? To pomeni, da plačila niso vezana na porabo, skratka, ne gledamo posameznih računov in honorarjev, plač in tako naprej, ampak gledamo na to, ali ste s projektom dejansko dosegli to, kar ste rekli. Zato bodite zelo pozorni, ko boste pisali prijave, da ne obljubljate nečesa, kar ne morete doseči, ampak hkrati pa morate biti ambiciozni. Tako da dajte si probati zastaviti neke take ne najlažje dosegljive cilje, ampak še vedno dosegljive, take, za katere se boste mogli malo pomatrati, ampak lahko pa jih še vseeno dosežete. Tukaj bi še pač omenila, da smo načeloma zelo fleksibilni. Če vidimo, da so se zgodile neke zunanje okoliščine, neke stvari, na katere ne morete vplivati, vedno sodelujemo z vsemi pač upravičenci in najdemo pač rešitev za to, da pač vse te stvari štimajo. Tudi cilji se lahko tekom izvajanja potem prilagodijo, če bi se zgodilo, da so se stvari spremenile, ne. Ampak to je vedno pač nujno, da se konstantno obveščamo, da nam poveste, kaj se dogaja, in potem skupaj poiščemo, kaj bi bilo pa zdaj najboljše narediti. Kaj še pomeni, torej poraba sredstev se ne dokazuje s kakšnimi računi in vsa dokazila, ki nam jih pač boste mogli posredovati, so tista, ki so vezana na vsebino in ne na finance. Tako da v bistvu se res skozi gleda samo to, da je vsebinsko projekt narejen in izpeljan in ne vse ostalo. Vprašanje je bilo še, če obstaja kakšen portal za iskanje partnerstev na Impact for Values 2.0 programu. Ne, če pa pač bi vas zanimali, imamo pa objavljene vse pretekle prejemnike, pa obstoječe prejemnike sredstev, tako na Impact for Values, kakor Impact for Values 2.0. Tako da, če vas zanima kakšen prenos dobre prakse ali pa karkoli takega, si lahko mogoče z njimi kaj pomagate, ker so tudi opisi projektov, kaj so pač delali z našo podporo. Druga stvar pa je, da partnerstva niso obvezna. Tako da pač tudi ni nekih dodatnih točk avtomatično, samo zato, ker imate partnerje, in tudi pač vedno se gleda, da so ta partnerstva taka smiselna. Tako da, ja, to, če pa, ne vem, bi si spet želeli kaj posebnega, pa smo vam v bistvu pripravili tudi nek obrazec na spletni strani, tam, kjer je razpisna dokumentacija objavljena, je tudi nek tak poseben obrazec, ki imate v bistvu napisane te glavne stvari, katere je fajn, da jih že imate v glavi, preden se prijavljate naprej, oziroma preden iščete partnerje, da jim lahko pač te informacije tudi pošljete, sploh, če se boste pogovarjali s kakšnimi partnerji. Sploh, če se boste pogovarjali s kakšnimi partnerji v tujini. Torej, nič ni vezano pri poročanju in potem naprej na finance, ampak še vedno pa od vas zahtevamo, da nam priložite finančni načrt. Zakaj ga potrebujemo? Zaradi tega, da lahko na začetku ocenimo pač učinkovitost vašega projekta, da lahko ocenimo stroške projekta, pa da lahko določimo višino donacije, da lahko ocenimo ta value for money, ali so predvideni stroški pač ustrezni in res nujni za izvedbo projekta.
tukaj morate zasledovati cilje gospodarnosti, da se lahko oceni realnost izvedbe, da tudi vidimo, kakšne so kapacitete organizacije za izvedbo projekta, ne, da vidimo, če slučajno te finančni načrt res šepa, potem mogoče boste rabili še neko dodatno podporo pri samem izvajanju, da se vam ne bi potem pač kaj zalomili. Pa da se lahko pač določijo zneski, ki pripadajo posameznemu rezultatu in tudi posameznemu partnerju, ker spet tukaj se potem pač gleda, da ne bi kakšen od partnerjev presegel 60 000 evrov. Pogoji na hrvaški strani, kar se tiče prijaviteljev, so enaki, ampak to pomeni, da se morate prijaviti na hrvaški razpis. Ne k nam. Mi sprejemamo samo prijave slovenskih organizacij, hrvaške organizacije, hrvaški partnerji, konzorcijski partnerji na programu Impact for Values 2.0, pa sprejemajo samo prijave hrvaških organizacij. Tam so pogoji za kandidiranje pač enaki. Računovodstvo je ponavadi del, ki pade na posredne stroške, razen če je res neka specifična zadeva, pa lahko utemeljite, zakaj bi mogli iti na direktne. Tudi lahko izdelava spletne strani, spet, če je nujno potrebna za realizacijo projekta, je tudi pač lahko upravičen strošek. Tako. Okay. Ampak vse je potem res odvisno od tega, kaj se da v samo prijavnico, kako so te stroški povezani potem s samo vsebino. Okay. Kaj so te glavne kategorije stroškov? Imamo prvo kategorijo, ki se nanaša na zaposlene oziroma na Veronika, oprosti, še eno vprašanje je glede trajanja. Opala. Ja, trajanje med 12 in 18 mesecev, začetek se pričakuje, oziroma tako bom rekla, mi res se bomo potrudili, da bodo rezultati razpisa znani najkasneje nekje do sredine maja, kar pomeni, da bi se lahko takrat enkrat tudi začeli projekti, ampak to je prvi datum. Če je smiselno za vaš projekt, da ne vem, začnete šele naslednje leto šolski, oziroma začnete šele jeseni, začetkom šolskega leta ali pa začetkom študijskega leta, recimo, če imate to neko specifično ciljno skupino, potem lahko seveda začnete tudi kasneje. Niste vezani na to, da začnete nujno takoj začetek maja. Tisto, kar je fiksno, je samo skrajni rok za dokončanje projektov, ker je pač vezano na to, kdaj mi končamo z našim glavnim programom, torej kdaj se nam konča Impact for Values 2.0. Skratka, vse mora biti zaključeno do 30.4.2028. Do takrat pa lahko v bistvu začnete kadarkoli, zato da imate potem dosti časa. Mešano partnerstvo s Hrvati se odda glede na to, kdo je prijavitelj. Če je prijavitelj slovenska organizacija, se odda slovenskim, torej nam. Če je prijavitelj hrvaška organizacija, se odda na hrvaško stran. Tako. Dobro, zdaj pa mislim, da smo. Skratka, stroški dela, normalno upravičeni, ne glede na to, pač na kakšen način se zdaj pač to dela. Tukaj so lahko tudi kakšne podjemne pogodbe, lahko so pač normalne zaposlitve, kar ne paše sem noter so prostovoljske ure, zaradi tega, ker vam dajemo 100% financiranje in bi bilo to pač v bistvu že nekaj ekstra. Vseeno pa lahko v bistvu dobite povračilo dejansko nastalih stroškov, ki nastanejo s prostovoljskim delom, recimo kakšna malica, prevoz, zavarovanje in tako naprej. Pod potne stroške dajte pisati samo tisti stroški, ki nastanejo zaposlenim ali prostovoljcem, skratka tistim osebam, kjer boste imeli potni nalog zadaj. Potem imamo stroške nabave, uporabe nove ali rabljene opreme. Tukaj bodite pozorni, ker se upošteva samo sorazmerni delež, torej toliko, kolikšen je delež amortizacije v tem obdobju, in pa hkrati se gleda, koliko je delež osebe, ki bo ta, ponavadi so to računalniki,
recimo uporabljala ali pa pač neko. Če je nekaj pa nujno potrebno za izvedbo projekta, je to tudi lahko oprema in je vse fair enough, ampak pazite na to, da bo res jasno utemeljeno v sami vsebini prijavnice, zakaj je to potrebno. Potem normalno vsi stroški zunanjih izvajalcev, ne glede na to pač kaj je, lahko so to neki strokovnjaki, ki pridejo pač predavati, lahko so to pač neki pravniki, ki vam pomagajo pripraviti neke analize zakonodaje, zato da lahko vi se zagovorništva bolj profesionalno lotite. Res pazite samo na te storitve, ki bi bile vezane v bistvu na pravno zastopanje pred sodišči. To pa ne gre noter. Pri financah je vedno vprašanje. Okay. O prijavitelju je lahko več kot eden partner, ja, kolikor želite, ni nobene omejitve. Meritve hrupa in onesnaženost zemlje so lahko upravičen strošek, spet, če je to nujno potrebno za projekt, kar pomeni, da mora temu nekaj slediti. Ne? Ni dovolj, da vi sam zbirate podatke, ampak morate s temi podatki potem nekaj narediti. Okay. To je to. Še tole, ja, pazite res, da ste racionalni pri tem finančnem načrtovanju. Mi gledamo te finančne načrte, preden se podpiše pogodba s tistimi projekti, ki so najbolj ocenjeni, gremo še enkrat čez. Če se zgodi, da so znotraj finančnega načrta neki stroški, ki niso zares povezani z izvedbo projekta, ki so mogoče bolj vezani na organizacijo ali pa na nekaj, kar organizacija že itak počne, pa to ni del prijavnice, bomo te stroške izločili. Kar pomeni, da bi se lahko zgodilo, saj se ne zgodi, da je nekaj pogosto, ampak bi pa lahko bila možnost, da bi na koncu bil projekt, ko bi te stroške ven vrgali, vreden manj kot 10.000 evrov, kar pomeni, da ne bi več zadostil tem pogojem upravičenosti in bi bil spet zavrnjen, tudi če je bil predhodno že v bistvu odobren. Tako da dajte na te stvari biti pozorni, dajte res paziti na to, da ste vključili tisto, kar je nujno potrebno. Pa sam to, da smo si na jasnem, tudi ko mi delamo te preglede finančnih načrtov, delamo to v komunikaciji z vami. Mi vam sporočimo, zakaj se nam nekaj ne zdi smiselno, gospodarno, zakaj je nekaj nepotrebno. Če nam znate obrazložiti, zakaj je to vseeno tam noter in zakaj je to nujno potrebno za projekt, bomo pač to upoštevali. Če pa v bistvu ne znate, pol pa leti ven. In pol ste lahko v nevarnosti tega, da ne bodo stvari več izpolnjevale pogojev. Lahko se izvaja projekt tudi po več lokacijah po Sloveniji, ni nobene težave, nobenih omejitev glede tega. Mogoče samo to, da načeloma stremimo k temu, da so praviloma boljše ocenjeni projekti, ki se bolj temeljito lotevajo stvari, problema, ali pa bolj temeljito nagovarjajo eno ciljno skupino kot tega, da so pač, ne vem, po vseh šolah v Sloveniji izvedena enourna delavnica, je manj vredna od tega, da se na eni šoli res poglobljeno 1 leto dela na področju preprečevanja nasilja, recimo. Zaradi tega, ker je učinek tisti, ki ga zasledujemo, in učinek po enourni delavnici na šoli najbrž ne bo baš neki, medtem ko če se pa konsistentno dela na isti tematiki z neko šolo ali pa z neko ciljno skupino, da se izmišljujem, no, je pa realno za pričakovati, da se bo to potem pač nekaj poznalo. To je ta razlika, to je tisto, kar mi iščemo. Skoraj ne toliko, koliko je zdaj pokritih, pa ne teh enkratnih intervencij, ampak res neko bolj sistematično delo pa teženje k tem, da se doseže neka sprememba tam, kjer interveniramo. To je lahko šolama, lahko je tudi neka lokalna skupnost, lahko je to pač čist neka zelo ozka ciljna skupina po eni strani, pa ker če pride tam do premika, je to več vredno, kot to, če ste pokrili celo Slovenijo, brez da bi se to nekje poznali. Ja, še dodatna stvar je, čist na začetku sem že govorila o tem, da v bistvu gre tukaj za dvojni program. En del te podpore, ki jo nudimo organizacijam, se nanaša na to finančno podporo,
Drugi ravno tako pomemben del je pa ta v bistvu podpora pri krepitvi zmogljivosti. To pomeni, da smo za vse upravičence programa pripravili tudi še poseben program, prek katerega želimo pač v bistvu organizacije, ki sodelujejo v programu oziroma ki prejemajo sredstva, to so lahko ali organizacije prijaviteljice ali organizacije partnerke, da v bistvu po programu grejo ven v boljši formi od tega, kogar so prišli noter. To pomeni, da se pač nekje dobijo neka dodatna znanja, da dobijo boljši pregled nad nekimi dobrimi praksami doma in v tujini, da so bolj povezana, da poznajo več organizacij, ki delujejo na sorodnem področju in tako naprej, pa predvsem, da pač bolj poznajo pravice EU oziroma vrednote Evropske unije, listino temeljnih pravic EU in tako naprej, skratka, tudi te neke pravne mehanizme. Zato morajo iti vse sodelujoče organizacije oziroma vsi projekti čez celoten program krepitve zmogljivosti, kar pomeni, da se morajo udeležiti dvodnevnega uvodnega usposabljanja, da se morajo udeležiti 2 masterclass usposabljanj. To pomeni, tisto, kar je tukaj za vas zelo pomembno, je to, da bo prvi masterclass potekal že konec maja, kar pomeni, da morate že zdaj razmišljati o tem, da če bo vaš projekt odobren, boste mogli na ta masterclass poslati nekoga, da se ga bo udeležil. Kar pa spet, če se vrnem na to nazaj, ker sem rekla, da verjetno bodo rezultati razpisa šele nekje sredina maja, pomeni, da morate o teh stvarih razmišljati že zdaj, zaradi tega, ker če boste čakali do takrat, da boste ziher, ali ste ga dobili ali ne, boste verjetno prepozni. Gre pa za 5 dni, ki so skupaj, tako da je težko pol včasih na vrat na nos dobiti nekoga, ki se lahko udeleži, ali pa sploh glede na to, da pač nagovarjamo manjše organizacije, pač ne, bi kdo mogel za to tudi dopust vzeti. Ja, cel teden full time si je treba vzeti. Tisto, kar pa je to, da ni nujno, da celoten trening oddela eden človek, torej lahko pač se ta prvih 2 dni udeleži ena oseba, ta drugih 2 dni ta druga in ta zadnji dan ta tretja, skratka možne so neke kombinacije. Ni nujno, da so to pač osebe, ki so pač zaposlene v organizaciji, to so lahko tudi kakšni prostovoljci in ni nujno, da so vse iz iste organizacije. Pri tistih, ki boste prijavili partnerske projekte, to pomeni, da lahko en del prevzame en partner, ta drugi del prevzame drug partner, ta tretji del prevzame tretji partner, pa se malo porazdelite. Ampak ja, to pomeni pač en teden vmes, ko ste, oziroma en teden maja in en teden novembra, ko ste na masterclassi. Zato na to še toliko posebej opozarjamo, pač za tega, ker pride pač ravno v tem obdobju, tik preden boste v bistvu dobili rezultate, oziroma tik potem, ko boste dobili rezultate in vse treba že zdaj mogoče malo zorganizirati, oziroma morate že zdaj računati na to, da boste takrat lahko odsotni. Poleg tega bomo z vsemi organizacijami pač dali tudi trening, prenočišče, hrana, vse to pač pokrijemo mi z programa, pač z našega dela programa Impact for Values 2.0. In je to pač nekaj, kar bo šlo pač v bistvu tudi zdaj naprej, normalno. Pa to, kar ni krito v naših projektih, je v bistvu ta vaš čas. Mi vam ne povračamo, stroškov dela, ampak to pa je nekaj, kar lahko v bistvu vključite tudi v vaše finančne plane, Če boste imeli pač osebo, ki bo delala na projektu, je pač normalno, da gre na masterclass v svojem službenem času. Pa pri povračilu potnih stroškov smo vezani na uporabo pavšalnih stroškov, ki jih določa Evropska komisija. Tako da tukaj se lahko odločite tudi med tem, ali boste te stroške rajši dali vi v svoje finančne plane, ali pa pač potem mi krijemo po teh pavšalih. Težava je, da so te pavšali za Hrvaško določeni na 37 €, če se ne motim,
na posameznika, tako da tudi, če se dobro zorganizirate, pa greste, ne vem, 4 istočasno dol, boste nekako pokrili te stroške, če bo šel pa vsak s svojim avtom, pa ni šans. Tako da to je pač tle so pač neke omejitve, ki jih imamo tudi mi. Masterclassi so obvezni tudi za tiste organizacije, ki so bile že v prejšnjem programu, zaradi tega, ker ne bodo enaki, bomo pač v bistvu jih nadgradili, se bodo vsebine spreminjale. Spet, ni pa nujno, da gre pač ista organizacija, lahko gre tudi kakšna, ali pa ista oseba, lahko gre nekdo drug, ali pa sama druga organizacija ali pa druga oseba, no? Če bodo partnerske. Prezentacija bo tudi objavljena na spletni strani, ko bomo objavili video, pač prezentacijo bomo objavili danes, video bomo rabili še kakšen dan, da se uredijo še podnapisi. Oba masterclassa sta obvezna, nista dva ista, na oba je treba iti. Masterclassi se bodo izvajali nekje na Hrvaškem, kje točno, pa bomo še videli, ker so še vedno v teku pogajanja z našimi ponudniki namestitev in tako naprej. Ampak bomo to še sporočili, načeloma Hrvaška. Zaposlitve ne dokazujete nikakor, zaradi tega, ker smo rekli, da v bistvu ne bomo želeli z vami od vas nobenih finančnih dokazil, tudi pač časovnica. Tudi časovnica je del tega. In v bistvu vse, kar bo nas zanimalo, so samo pač to, da ste vi na koncu naredili tisto, kar ste rekli, da so, kako ste se organizirali, ali ste imeli zaposlene, ali so bili to polno zaposleni, ali ste delali na kakršen koli drug način, je pa pač na vas. Po masterclassih, oziroma poleg masterclassov bomo z vsakim od vas naredili tudi načrt krepitve kapacitet. In vam potem na podlagi tega dobili neko mentorsko podporo. Skratka, dobite enega mentorja, ki z vami dela na področju, ki je pri vas šibko. To je dostikrat povezano tudi s samim projektom, ki ga prijavljate. Recimo, če bi se osredotočili na neko komunikacijsko kampanjo, pa niste najbolj vešči komuniciranja, bi dobili nekega mentorja, ki bi vam lahko pomagal pri oblikovanju teh ključnih sporočil, pri oblikovanju same kampanje in tako naprej. Če bi se odločili, da boste, ne vem, zbirali ali pa probali aktivirati čim večje število ljudi za to, da bi podprli neko vašo peticijo, potem bi lahko dobili mentorja, ki bi vam pomagal delati na tem, kako se pravzaprav zaktivira skupnost, kako jih nagovarjati, kako jih pač v bistvu zbildati skupaj, zato da bi dobili pač čim več podpisov in čim več podpore. To si zdaj pač zelo iz glave izmišljujemo, ampak pač recimo to so tiste stvari, ki so možne. Poleg tega poteka potem še 5 tematskih peer-to-peer skupin, kjer se pač v bistvu izmenjavajo izkušnje. Precej tega bo na daljavo, eno pa v živo. Potem morate biti prisotni oziroma morate oddelati vsaj 6 od 15 webinarjev, ki bodo na naši spletni strani. Tukaj pa velja, da tisti, ki ste šli že v prejšnjem obdobju čez te webinarje, jih ne rabite delati še enkrat, zaradi tega, ker ste jih že oddelali. Masterclassi so pa druge tematike, bodo malo drugače zastavljeni, zato pač kljub vsemu še vedno. In pa hkrati bo pač tudi, oziroma je že postavljena ta virtualna učilnica, kjer imate na voljo ful nekih gradiv, od advokacija do zagovorništva na področju okolja, do dela z ranljivimi skupinami, do vključevanja načela enakosti spolov in tako naprej, ki so vam lahko v pomoč in pri prijavi, ali pa pač v bistvu potem pri izvajanju, zato da dobite še nekaj dodatnega znanja. Kaj si lahko obetate še od podpore z naše strani, je to, da bomo imeli v bistvu še 5 bootcampov po različnih krajih po Sloveniji, in sicer začnemo 3. februarja v Novem mestu, 4. februarja bomo v Škofji Loki, 5. februarja bomo pa na 3 različnih lokacijah, in sicer v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in pa v Zagorju. Celoten razpored, točne ure in vse ostalo najdete na spletni strani.
Obvezne so prijave. Zakaj? Zaradi tega, ker če bi se zgodilo, da nekje ne bi bilo sploh interesa, to pomeni, da mi tja ne bomo prišli. Tisto, kar je tukaj važno, je to, da so to v bistvu delavnice, ne to, kar ste slišali danes, skratka, ne bomo šli še enkrat čez vse te ključne elemente razpisa in tako naprej, ampak se bomo v bistvu ukvarjali z vsebinskimi prijavami. Ukvarjali se bomo s tem, ali je vaša ideja ustrezna za ta razpis, kako bi jo lahko v bistvu še izboljšali, kako bi jo lahko nadgradili, na kaj konkretno morate paziti, ko boste oddajali prijavo ali pa mogoče kakšni napotki, kje so še kakšne dobre prakse ali pa kdo je že kaj takega delal na tem. Skratka, res se bomo takrat fokusirali na to, kaj konkretno vi želite prijavljati, kar pomeni, da morate na te delavnice priti čez neko konkretno idejo. In tisto, kar je pač bolj pomembno, je tudi, če vam mi na delavnici svetujemo in vas usmerjajo in tako naprej, to nima nobenega vpliva na odločitev o izboru ali pa ni, da ste pač te organizacije, ki pridete še na te bootcampe, kaj potem drugače tretirane v fazi ocenjevanja. Ocenjevanje delajo zunanji strokovnjaki, ki niso udeleženi teh delavnic in tudi nimajo seznama, kdo je kje bil. Sam to, da je. Poleg tega pa bomo vse do enega tedna pred rokom za prijavo vam na voljo na telefonski številki ali pa pač prek e-pošte. Skratka, lahko nam pošljete vsa vprašanja, mi pač potem vam odgovorimo direktno, hkrati pa tudi zberemo vsa vprašanja pa odgovore in jih objavimo na spletni strani. Ko jih zberemo in objavljamo naprej, nikoli ne govorimo, katere so organizacije, ki so kaj pač postavljene posamezniki, ampak pač jih anonimiziramo, ampak damo se en tako ven, zato da pač damo odgovor tudi vsem ostalim, ki bi mogoče imeli kaj enakega za vprašanje. Ok, zdaj smo pa prišli do vprašanj. In mislim, da imam tamle vmes še nekaj vprašanj, ki so bile malo bolj vezane. Eno je v bistvu tole, ali je lahko tudi zaposlitev strošek. Ja, seveda, absolutno. Stroški zaposlenih so normalno upravičeni. Bom šla pa čist na začetek, ker vem, da so bile tam še neka vsebinska vprašanja. Pa da grem čez. Čim bolj vključijo sprejemanje prostorskih načrtov mladih. Ja, to je vse, to so vse ustrezne aktivnosti, to je vse nekaj, kar bi bilo, kar bi se lahko prijavili, kar v bistvu bomo zelo veseli, če dobimo prijavo na razpis. In ne, ni nujno, da imate pač to dejavnost zapisano v statutu društva. To prilive smo. Možnosti za pravice živali, absolutno lahko tudi, če je pač prav zastavljeno oziroma dobro zastavljeno. Ni nobenih omejitev. Mislim pa, da je bilo to, kar je bilo vsebinskih. Ok. Dobro, pa zdaj samo še, kdaj se izplačujejo sredstva. Aha, evo, tega pa nismo povedali. Načeloma boste imeli eno vmesno pa eno končno poročilo, dobite pa sredstva najprej ob podpisu pogodbe 50%, pač tega zneska, ki je bil na koncu potrjen. Potem načeloma ob potrditvi vmesnega poročila se izplača 40%, če gre vse po kot bi mogli iti, in na koncu je še 10%. Vedno zadržimo teh zadnjih 10%, če bi se karkoli zgodilo, zaradi tega, da pač imamo nek mehanizem, da ne izplačamo vsega dela, ampak vse ostalo pa lahko v bistvu dobite tudi naprej. Če bi bil, ne vem, kakšna posebna logika pri projektu, da bi rabili vi v bistvu že 90% dobiti vnaprej, bi bilo tudi to možno, ampak to so res potem tiste stvari, ki gremo ena na ena nekaj reševati. Ja, pa nekaj. Aha. Ne, ni, označeno je z rdečo, zato da boste vedeli, kje to je. Samo da boste pač res prepisali iz pravega. Aha, mogoče pa druga.
Dobro, to pa lahko preverimo, pa če je napaka, bomo popravili, da ne prskam zdajle po spletni strani. Mislim, da bi mogli sicer biti. Nanaša se v bistvu na ta prvi zavihek, mogoče zaradi tega, ker na drugem zavihu se lahko stvari pač potem spreminjajo, glede na to, koliko nekih stroškov vi vpisujete noter. Če greste pa pogledati to kolonco v prvem zavihu, tam, kaj je pa ta povzetek narejen, bi mogli biti pa te številke tam pravilno, oziroma te podatki pravi. Nisem pa 100%, še enkrat preverjam. Ok, še kakšno vprašanje? Ok, če ne, potem se vsem skupaj zahvaljujem za udeležbo. Vabim vas še enkrat, da se udeležite tudi teh lokalnih delavnic, da se tam pofočkate z neko idejo, ker lahko res dobite že neke konkretne usmeritve, pa vam bo potem lažje. Mi smo jih tudi planirali to, da so v bistvu toliko časa, da imate zdaj nekaj časa na voljo za to, da lahko v bistvu se že pripravite, da že lahko razmišljate o neki ideji, pa hkrati to, da imate potem od začetka februarja do roka za prijavo še vedno več kot zadosti časa, da tudi pripravite prijavnico, izpolnite in naredite vse tako, kar je treba. Najlepša hvala in pa srečno za prijavo, pa se mogoče vidimo še na kakšnih lokalnih delavnicah. Lepo bote, lep dan. Lep dan, hvala. Hvala, adijo.